Občina Slovenske Konjice je javnost obvestila o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice, ki ga je izdelalo podjetje Urbana d.o.o. iz Velenja z datumom december 2014. Sočasno je javnost bila seznanjena tudi z okoljskim poročilom z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovalna območja. To je bila podlaga za pridobitev mnenja o ustreznosti, ki ga je izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje v Ljubljani z datumom november 2014. Na občini računajo na to, da bodo novi občinski prostorski načrt s kratico OPN uspeli sprejeti letos jeseni. Dokument, ki ga pripravljajo že skoraj 10 let, bo narekoval nadaljnji razvoj občine. Ob javni obravnavi OPN, ki je potekala v Domu kulture v Slovenskih Konjicah 18. marca 2015 v popoldanskih urah, je dejal župan Miran Gorinšek, da bo nekaj novih površin, ki bodo namenjene za individualno stanovanjsko gradnjo, in že nekajkrat omenjene poslovne cone ob izvozu z avtoceste v Tepanju. To sta dve stvari, ki sta pomembni za vse krajane. Spoštovane gospe in gospodje, ja, res je, da je čas relativen pojem in da je tudi 10 let zelo hitro mine, vsaj takrat, ko se človek ubada z spremembo prostorskega plana. Kajti zadnje spremembe v tej občini so bile ravno pred 10 leti sprejete, potem se je ta vlak predlogov ali pa recimo temu novih potreb dopolnjeval do leta 2006 in zdaj bo kak mesec še manjka do leta 2007, aprila 2007 je bil potem izdan ugotovitveni sklep o nadaljevanju priprave občinskega prostorskega načrta. Potem pa nastopi tista faza, za katero včasih v tujini rabiš pol ure, da jim pojasniš, kako zakompliciran postopek je pri nas in kar nekako ne razumejo, recimo Avstrijci, da lahko se takšna stvar tako odlaga, vleče oziroma prelaga odgovornost drug na drugega. In če samo omenim samo spremembo pravil igre, gospa Kočar se bo spomnila, oziroma obe, da smo od 2007 pa do 2009 trikrat spreminjali zadevo, da smo na koncu prišli v leto 2007. In so bili v bistvu tri sezone izgubljene in ko iščeš soglasja, oziroma ko iščeš smernice od kar 34 različnih uporabnikov, nosilcev urejanja prostora, kako mu rečejo, potem veš, da ko prideš do 13. in se ti zgodba začne ponavljati. No in na koncu, ko smo prišli tako daleč, da je bilo gradivo nekako usklajeno z nosilci urejanja prostora, potem pa je nastopila tista famozno obdobje pridobivanja presoje vplivov na okolje in smo zopet prišli tako daleč, da smo v letu 2015 tako daleč, da imamo javno razgrnitev. Na koncu koncev smo, kot je bilo že rečeno, lahko izjemno veseli, da smo prišli do te faze. Vsekakor pa je potrebno sedaj z odgovornostjo se lotiti tega osnutka, ki ga imamo, in čim prej priti do tega, da bodo te predlagane spremembe tudi stopile v veljavo. Vse ostale neke revolucionarne spremembe tega nekako bi bile skregane z logiko, ker nam bo to samo še bistveno podaljšalo čas, potem bi raje ubral drugo pot, da začnemo naslednji vlak polniti, tisti pa lahko kadarkoli čez leto ali dve začne to proceduro, ki sem jo pravkar opisal. V obravnavi je še več manjših zadev, ki so pomembne za posameznike. V osnutek OPN so uvrstili 179 pobud. Precej pobud so izločili, ker bi predstavljale novo nedovoljeno razpršeno gradnjo. V konjiški občini je znotraj obstoječih naselij veliko nezazidanih stavbnih zemljišč, zato za morebitno nadaljnjo širitev naselij niso izpolnjeni pogoji. Do tega je prišlo zaradi odklonilnega odnosa do prodaje zemljišč iz strani lastnikov, kar pa se je začelo spreminjati z napovedjo uvedbe davka na nepremičnine. Novi OPN pa bo kljub temu doprinesel kar nekaj novih zazidalnih parcel na območju občine.
Napovedanih možnosti za nadaljnji razvoj podjetništva v poslovni coni Tepanje je vesel tudi Anton Ofentavšek, predsednik odbora za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, sicer sam uspešen podjetnik. Ta zadeva se je zelo dolgo vlekla. To je praktično skoraj zgodovinski dan, da smo po tolikih letih, po 7-8 letih, prišli tako daleč, da imamo danes to razpravo o javni razgrnitvi občinskega prostorskega načrta. Je pomemben zakon naše občine, kateri bo vseboval, kako bomo se naprej razvijali. To je pač pomembno, ne samo, bomo rekli, za občino tu Konjice, pač pa občino kot celoto, za vse krajevne skupnosti. In koliko vem, je tudi kar nekaj obiskovalcev zdaj v tej javni razpravi, ko je ta razgrnitev, ne javne razprave oziroma razgrnitvi, prihaja na oddelek gor, da se gotove stvari razložijo ali pa če bi bile kakšne napake. Javna razgrnitev je potekala do konca marca in do takrat so sprejemali morebitne pripombe iz strani zainteresirane javnosti, ki pa bodo najverjetneje upoštevane kot dodatek in sprejete kasneje. Sprejemanje OPN v Sloveniji je zelo dolgotrajen postopek, saj je treba pridobiti več kot 30 različnih smernic oziroma soglasij nosilcev urejanja prostora. Ob nekaterih praktično nemogočih zahtevah in nenehnem spreminjanju pravil igre pa je to še nekoliko težje. Predstavniki občinskih delovnih teles so zainteresiranim posameznikom, ki so se udeležili javne obravnave OPN v konjiški občini, odgovorili na zastavljena vprašanja v zvezi z območjem in njegovimi lastnostmi, prav tako pa podali tudi konkretne odgovore, ki izhajajo iz dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta.